Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo zdrav, dobrodošli v novi oddaji s Farmacevtom za zdravje, ko je spet v moji družbi magister farmacije Bojan Madžar. Lepo zdrav. Pozdravljeni. Pomurske lekarne še delate, še migate, tudi počitnice so tukaj, pa so že minile. Pričenja se šolsko leto, ne? In posebna tema zdaj za začetek šolskega leta, ne? Hitro otroci prinesejo sporočilo, da so se v šoli pojavile uši. Ne? Vedno po nekem odmoru, po nekih počitnicah, tudi zimskih običajno, ne? Pač nekdo zanese, hitro potem pride, otroci so skupaj, dolgo se niso videli. Bojan, kako prepoznamo uši? No, uš je težko ujeti, pa vendar praskanje in tako naprej. Kako prepoznamo, da imajo otroci, bržkone učiteljica pozorna, da imajo v šoli uši? Ja, res je, ušivo sicer se pojavlja ves čas lahko, tako kot recimo kakšna prehladna obolenja, tudi so možna, ampak ja, zdaj v jeseni pa velikokrat kaj otroci smrkajo, ali pa druga nevšečnost je, da prinesejo kakega obiskovalca neželenega tudi domov. Zdaj uš sama je zelo majhen insekt, to je nekje 3 mm velik insekt, to je nekako za velikost sezamovega zrna, približno nima kril, telo je bolj take prosojne barve, je pa lahko, ko se napija krvi, recimo je bolj taka rdečkasto, rjavkaste barve. Tako da, na kratko bi tako lahko opisal samo uš. Simptomi pa so, kot se rekel, verjetno srbenje, praskanje, uši izležejo pač jajčece oziroma gnide, tako imenovane. Verjetno je to tisto, kar nam pritegne pozornost pri otroku, bodisi v vrtcu ali pa v šoli potem. Ja, pravijo, da je to, oziroma izkušnje tako kažejo najprej, ker ne nazadnje uš se nekako najraje skrije v lasišče, tam je ugodno okolje za njeno življenje in tudi razmnoževanje. Je tudi relativno hitra živalca, tako da je težko, da bi kar tako opazili na lasišču, ne. Tudi če si zelo pozoren, najprej pa opazimo, da se otrok začne nekako praskati, ponavadi se to dogaja tam na sencih, za ušesi ali pa na temenu. To so tudi področja, kjer uš najpogosteje potem se zadržuje. Moram priznati, da to srbenje in potem seveda posledično praskanje se zgodi ne takoj. To srbenje je nekako odziv na določene snovi v slini uši, ki pač izloča na našo kožo in potem pride do take reakcije. Tako da takrat so že nekaj časa prisotne uši in če smo pozorni, potem jo lahko tudi vidimo s prostim očesom oziroma si lahko pomagamo recimo z glavnikom, pa pač izčešemo kako uš, tudi opazimo na glavniku oziroma pade na tla oziroma na umivalnik, kamor pač češemo. Bojan, preden bova šla k postopkom oziroma kaj narediti, če pri otroku doma najdemo to, bojda uši ne grejo na vsakogar oziroma na nekatere bolj, na druge manj, isto kot komarji, ne? Oziroma ženski spol komarjev, ne? Pika, ne moški, ne samci. Ne? Se pravi, vem, da so bile dekleta skupaj 3-4 ležale tudi, 2 sta imeli, ena pa ni imela uši, pa so bile. Je to povezano s čim? Z znojem, kakšno krvno skupino ali kaj podobnega? Ja, nažalost ne vemo, ne. Tako kot pri komarjih, ne, to opažamo, neke osebe pikajo bolj, druge manj, pa so lahko v istem okolju. Tudi tukaj neke, vsaj jaz znanstvene razlage še nisem zasledil, kaj bi točno bilo, mogoče bomo pa v prihodnje o tem tudi kaj izvedeli. Pri otroku smo opazili doma, da je prinesel obiskovalce uši. Kako ukrepati? Ja, najprej verjetno bomo se lotili odstranitve na glavi uši. To storimo s kakim preparatom, ki ga kupimo v lekarni, recimo imamo lahko sinteznega izvora, lahko je tudi naravnega izvora. Teh je kar nekaj, ne, imamo recimo v različnih oblikah, ponavadi so to tako imenovani šamponi za uši, lahko je tudi druga oblika, lahko je kak kremni gel, losjon, pršilo, kakorkoli že, s tem si pač skušamo pomagati, da uši in pa tudi gnide uničimo. Seveda tu je treba poudariti, da je treba potem po tretmanu
Ponovadi izgleda to tako, da pač to snov, recimo v obliki šampona, naneseš. Nekateri proizvajalci pač zahtevajo na mokro lasišče, drugi na suho lasišče. Nekaj časa je dobro pustiti, pač odvisno od produkta. Na samem lasišču potem lase izperemo in pa predvsem zelo pomembno, da jih izčešemo. Tudi veliko teh šamponov oziroma preparatov deluje tako, da nekako to lepilo odstranijo oziroma zmehča, ki drži gnide na las in potem lepo to izčešemo, da jih odstranimo. Tako žive uši oziroma takrat že uničene, kot tudi gnide, iz katere se potem uši razvijajo. Tako da to je prvo, drugo pa seveda pogledamo tudi vse ostale domače družinske člane oziroma obvestimo, s kom je bil otrok v stiku, da se tudi preveri, če mora biti pri njih ni tudi prisotna že ušivost. Zelo pomembno je, da tega ne skrivamo, da obvestimo šolo, vrtec, pač odvisno, kaj naš otrok obiskuje, da se potem ta informacija razširi na ostale starše, da dosti hitro še omejimo, prenos naprej, ker drugače, ko lahko ne samo en razred ali ena enota, lahko se razširi po celi šoli, potem pa ima veliko ljudi s tem težave. Bojan, blagor otrokom, šamponi ste rekli, mazila. Veste, s čim so nam nekoč, ki smo precej stara generacija, tole zatirali, enostavno petrolijem so kupili, nekdaj se še za petrolejke uporabljalo ene vrste mešanice petrolijema, s tistim so ti namazali, zavezali krpo pri glave ali pa potem, ko so že bile vrečke polivinilaste in potem so ti splaknili, 2 dni si dišal kot bencinska črpalka, recimo nekje. Se da, Bojan, z higienskimi metodami, se pravi z vzdrževanjem higiene, preprečiti ušivost? Ja, ljudje razmišljajo na marsikaj. Tudi to je en tak mit, bom rekel, velikokrat še vedno prisoten, oziroma prepričanje, da na čisto glavo recimo uš ne bo šla in potem ljudje seveda povezujejo ušivost z tem, da je pač pri tej osebi slabša higiena, ponavadi je to povezano s slabšim socialnim statusom, ampak temu ni tako, ne glede na naš spol, raso, socialni status, vse to vemo, čeprav ne vemo točno, zakaj na ene gre bolj kot na druge, to pa vemo, da tu dejansko ni vpliva. Še celo raziskave so dokazale, da skoraj da raje kot na bolj zanemarjeno lasišče imajo uši raje čisto lasišče, tako da nasprotno tistega, kar nekateri ljudje verjamejo. Prej ste omenili povedati, če je otrok v stiku. Svoj čas je to bilo tabu, ravno zaradi tega. Slabo higieno, sramota, uši ima, tu so pa reveži, tu pa ni higiene, pa ni to pogoj, zdaj ste ravno pojasnili. Bojan, tudi uši, eni miti so o ušeh, da letijo, da skačejo, ko bolhe in tako naprej. Koliko je resnice pravzaprav v teh mitih? Ja, uš nima kril, tako da letati ne more, ponovadi zato rabiš krila, tudi skačejo, za razliko od bolh, tako da so pa hitre, saj sem rekel, plazijo se in so glede tega kar hitre. Ni pa nevarnosti, da bi nekako letale od glave do glave ali pa, neposreden stik, mora biti pa, plavajo lahko še, to so, domnevno so kar dobre plavalke, tako da to je tudi možno, tako da fajn je tudi, da tisti, ki ima uši, da pač se izogiba tudi, da bi šel nekam na bazen ali pa, da bi tudi tam lahko prenese potem na druge obiskovalce, recimo bazena. Svoj čas so tudi menili, da se zadeva lahko prenaša z glavnikom, s krtačo, ženske, ki se krtačijo, tudi s pokrivalom, recimo, da zamenjamo klobuke ali pa kapo, Je to kaj v tem resnice? Izkušnje kažejo, da večinoma uši prenašamo preko neposrednega stika. To tudi odgovori, zakaj recimo se bolj pogosto pojavljajo pri otrocih, mlajših otrocih, predvsem se pravi začetek osnovne šole ali pa celo vrtci. Veliko so skupaj, se igrajo, se družijo, stikajo glavce in seveda tako prenašajo. Ni pa rečeno, da ne bi mogli prenesti tudi z glavnikom, z gnide, recimo, kapo. Tudi na ta način se lahko prenese. Ni rečeno, da ne, ampak verjetno v manjši meri. Govorimo seveda o nekaterih, je zajedalec uš, brško ne,
ali ne vem. Pravijo, da nekatere prenašajo od teh živali bolezni, recimo. Za bolhe je dognano nekatere, ne? Potem so stenice, garje in tako naprej. Uši prenašajo kakšne bolezni? Ja, tudi tega se marsikdo boji, ne? Ja. In jih povezuje s tem, ampak dejansko niso prenašalke, niti ne povzročiteljice kakšnih bolezni. Tako da, glede tega se nam ni treba bati, ne? Dobro, lahko se pojavi včasih kakšna okužba na lasišču, ampak to je posledica tega, da nas pač določeno del lasišča srbi in seveda predvsem otrok se težko da dopovedati, da se ne bi popraskal, ne? S praskanjem lahko pride do nastanka ranic, ta ranica se lahko potem okuži, gre za tako imenovano sekundarno okužbo, tako da sama uš ni neposreden vzrok tega. Morda še takole ob koncu, uš smo našli ali uši, jih zatrli in tako naprej. Obstaja kaj v pomurskih lekarnah, odkuder prihajate, Bojan Madžar, magister farmacije, kakšno preventivno sredstvo? Kaj zvem? Preventivno se mi, moški, ki se brijemo, namažemo z losjonom pobriti, da pač koža ne pordeči, ne zato, da bi dišali, ne. To ni v naši domeni, ne. To je bolj ženska stvar. A je kakšna stvar, ki bi se nanesli morda na lase, pa s tem postavili tablo stop ušem prepovedan? Ja, tudi glede tega se velikokrat ljudje, seveda starši pač oglasijo v lekarni, predvsem takrat, ko ste rekli na začetku, da dobijo obvestijo, da suši in potem poskušajo seveda na določene načine tudi preprečiti, da bi prišlo tudi pri njihovem otroku do ušivosti. Zdaj, imamo določene preparate, predvsem so v obliki pršil, in treba jih je uporabiti pred odhodom otroka vsako jutro, se pravi v šolo oziroma v vrtec. Naj bi nekaj ur preprečevali oziroma predvsem moram reči, da bolj verjetno je, da zmanjšujejo možnost, da nekako uš bi prišla do nas, se pravi, da na nek način odvračajo uš od tega. Verjetno so v določeni meri tudi učinkoviti, nažalost pa kakih takih primerjav ali pa dokončno, da bi rekel, da zaradi tega pa ne boš dobil uši, verjetno ne gre zagovarjati te teze, ampak lahko na ta način recimo malce zmanjšamo to verjetnost. Recimo pršilo proti komarjem, ne, pač nekaj časa odganjanja komarje, to sva že imela v oddaji, ne, verjetno tudi to obstaja na nekšen način, da potem ne pridejo uši. So kakšni podatki pravzaprav? Šole vodijo o tem, kakšne podatke, kako je s ušivostjo po osnovni šoli, ali pa ravnatelji to skrivajo kot tabu temo? To sicer ne vem, ampak seveda v lekarnah dosti hitro zvemo, v katerih šolah, ker starši potem tudi povedo, oziroma v tistih bližini tistih lekarn se pojavijo, ne. Tako da opažamo dejansko skozi celo šolsko leto, mislim, ni tudi redko, se spomnim, poleti sem dežural, se tudi izdajo oziroma prodajo šampone za uši, tako da tudi v počitnicah se to lahko pojavi. Zgleda, da prihaja do takega občasnega pojavljanja, potem malce se potihne, pa spet, ne. Zdaj, zelo odvisno je, kako starši resno pristopijo, kako upoštevajo ta priporočila. Dostikrat pač povejo, da nažalost recimo vsi v razredu niso tako dosledni in potem v tistih razredih imajo bolj težave, ne. Ali pa dalj časa traja, da se... Saj samo enega rabiš pa. Ja, povzročitelja, ne. Teh preparatov je dovolj? Jih ne zmanjkuje? En čas smo imeli težave, res je, ja. En čas se spomnim, da je malce bilo tako obdobje, da dejansko jih je več proizvajalcev, ne. Zanimiva reč, ne. Ja. Zgleda, da se je pojavilo tudi širše. Tako da, kaj zvem, kaj je bil takrat točno vzrok, ampak zdaj pa je, ja. Zdaj imamo nekaj proizvajalcev in nazadnje, ko sem gledal, je bilo v lekarnah dovolj. Bojan, hvala za obisk danes. Govorila smo o mali tabu temi, ne, o ušeh, ne. Nimamo se kaj sramovati, ne, nazadnje naši otroci lahko prenesejo domov, tudi mi jih lahko dobimo, na voljo so preparati, so sredstva, da se zadeva umiri in upam samo, da bo čim manj, ne, tega zdaj na začetku šolskega leta, kot se da navadno po počitnicah, po praznikih daljši, ne, potem tudi v drugod se nekje lahko prenese. V redu. Hvala lepa za obisk. Cenjene gledalke in gledalci, hvala pa vam za pozornost v oddaji s farmacevtom za zdravje. Danes je bilo govora o ušivosti, o ušeh in do prihodnjič vam želim zdravja, čim manj teh živali in pa srečno.
Hvala.